Jaz mislim, da si Slovenija zasluži, ko se bo ta recesija, bom rekel, razplantela, politično vodstvo, ki bo imelo zaupanje ljudi. Če bi torej znali, kolikor bomo lahko na osnovi naših izkušenj, ki jih imamo, znali v začetku jeseni oceniti, kakšna bo dinamika razpleta krize v evroconi. Vidite, da se nekaj podobnega dogaja na svoj način tudi na kongresnem griču v Združenih državah. Če bomo torej znali oceniti, kam peljejo tokovi gospodarske situacije v nam pripadajoči ekonomiji ali v svet gospodarske rasti in okrevanja ali v smer recesije, potem se mi zdi pametno, da z vsemi političnimi faktorji v državi dosežemo dogovor o volitvah, ki bodo tekle tako, da bomo potem ob morebitni žal neželeni vnovični recesiji imeli politično vodstvo trdno v sedlu, ki bo uživalo zaupanje ljudi. To se mi zdi zelo pomembno. Tako da v jeseni, ob tem, ko bomo vodili normalne procese, sprejemanja odločitev, ki jih bomo pripravili avgusta in septembra, bomo hkrati z vsemi političnimi skupinami v parlamentu diskutirali vprašanje, kdaj bi bilo najprimerneje z vidika interesov države opraviti volitve.